Glasovi svetov. Dober dan želim in lepo pozdravljeni v oddaji Glasovi svetov. Doktorica Ines Beguš-Bavcon, Leonida Ravšelj in doktor Aleksander Panjek. Tokrat bomo poskušali izpostaviti neke posebnosti v zvezi z omrežjem mobilnosti iz kulturne dediščine preteklosti, ki se je dogajala na cestah v obliki potovanj, trgovanj, pešačenj in jezden ter prevozov. Ko imamo v mislih prevozništvo, tovorništvo, ne gre za predindustrijske oblike in načine, prevoz s konji ali z voli v pregi, na kolesih, za vozila z motorjem ali prevoz in tovorjenje blaga na rekah in morjih, za furmanstvo in splavarstvo, pa tudi s tem povezano dejavnostjo tihotapljenja. Za železniški promet se to ni dogajalo brez neagrarne dejavnosti kmečkega prebivalstva. Doktor Aleksander Panjek, če se v zvezi s tem lotimo integrirane kmečke ekonomije, se pravi celovitega sistema, ki zavzema tako neagrarne dejavnosti, kot tudi zmožnost preseganja samooskrbnosti v smeri komercializacije in povečane produktivnosti kmečkega prebivalstva. Lahko izhajamo iz tega, da podeželje v preteklih stoletjih ni bilo tako pasivno v prizadevanjih za izboljšanje ekonomskega položaja, za povečanje dohodka, tudi ne tako slabo mobilno, kot bi si lahko predstavljali, ampak je imelo kmečko prebivalstvo v preteklosti veliko več iniciative. Ja, dejansko sam se s temi temami raziskovalno ukvarjam že verjetno par desetletij, če ne več. In ko človek raziskuje zgodovino podeželja in posebej kmečko ekonomijo, pa kmečko družbo na dokumentih, arhivskih iz 16., 17., 18. stoletja, kaj kmalu ugotovi, da podoba, ki si jo ustvarimo, mora biti tudi že v šoli ali nasploh, kmečkega človeka na Slovenskem in nasploh v Evropi v fevdalnem obdobju. To je tlačana, ki živi izredno revno življenje, ki ga pritiskajo dajatve, davki, ki v bistvu se rodi in umre v svoji vasi ali kvečemu župniji, ki nima neke življenjske izbire, ampak kot to, da obdeluje domačo kmetijo in si prizadeva, da se preživlja od lastnega pridelka v izredno revnih, bednih razmerah. No, vse to, kar sem povedal zdaj, če je to podoba, ki jo imajo naši poslušalci o kmečkem človeku v preteklosti, lahko povem, da je večinoma napačna. V smislu, da zdaj recimo velja za slovenski prostor, da so bile kmetije majhne, premajhne, da bi lahko ljudje dostojno preživeli. Hkrati smo ugotovili, da tudi že zgodovinarji, moji predhodniki slovenski, tudi taki, ki jih ni več med nami, da so kmetje na Slovenskem svoje kmetije delili, drobili, kot se temu reče. Ne samo po sili razmer, v smislu, da niso znali uravnavati števila dedičev, ampak namerno oziroma na podlagi tega, da so računali tudi na druge vire dohodka poleg kmetovanja. Torej niso potrebovali tako velike kmetije, da bi na njej pridelali pridelkov, da bi se celo leto preživljala cela družina s svojimi lastnimi pridelki, ampak so posegali po drugih dejavnostih, ki so jih kombinirali z kmetovanjem in ki so skupaj potem tvorile ta skupni družinski dohodek. Vedno je pametno gledati, smotrno pogledati na dohodek kmečke družine kot celote, ne samo na glavno dejavnost družinskega poglavarja, recimo, da je bil moški,
dokler je bil pri življenju, ne, včasih je lahko bila tudi ženska, ampak imamo tudi ženo, imamo sinove, imamo hčere različnih starosti, imamo kakšnega strica, kakšno teto, če smo bolj premožni, imamo še kakšnega hlapca in deklo, ne. In vsak od teh, tudi skozi različne življenjske faze, obdobja, se je lahko ukvarjal z različnimi poklici. Recimo dekleta so včasih hodila, če je bilo mesto zraven, služiti v mesto, v mladosti si prihranili nekaj denarja ali pa ga pošiljala tudi domov, enako fanti v kakšnem drugem poklicu, recimo morda v gradbeništvu ali tako dalje, ne. In sploh tudi doma, poleg kmetovanja, to pomeni poljedelstvo, živinoreja, imamo tudi bolj tržno usmerjene dejavnosti, je lahko vinogradništvo. Če je živinoreja, je lahko sirarstvo, ne, to pomeni prodaja sira, prodaja vina, potem razne obrti, tekstilno področje, kakšno drugo, ne. Tako da po eni strani ne bo veljalo, da je bila samooskrbnost kmetije tista glavna značilnost kmetovanja in kmečkega življenja pri nas v preteklosti. Po eni strani to, po drugi strani pa od vseh teh dejavnosti, s katerimi so kmetje dopolnjevali svoje dohodke od kmetovanja, sta na Slovenskem vsaj med najpomembnejšim sodili gotovo tovorništvo in prevozništvo, kar je v bistvu osrednja naša tema, ne. Še to uvodoma, tako da uokvirim, to je slovenska specifika v smislu, da je ta pojav, torej integriranje dohodkov med kmetijstvom in nekmetijskimi in agrarnimi dejavnostmi zelo razširjeno v Sloveniji, ponekod bolj, drugje manj, ne, mislim na Slovenskem, ampak vendarle povsod. Je pa hkrati vseevropski fenomen. Zgodovinarji ugotavljajo, da kmečki ljudje niso živeli samo od kmetovanja, ampak so počeli še marsikaj drugega. In kot pravite, kmetje na podeželju niso bili takrat, ko ni bilo dela v hlevu, na polju, v gozdu, v sadovnjaku, le zapečkarji in popravljavci kos in drugega nujnega in potrebnega orodja, s katerim so sicer znali tudi trgovati, ampak so se pogosto odločali tudi za druge integrirane, dopolnilne dejavnosti, ki so povečale dohodek. Vendar ne le v okvirih lokalne ekonomije, ljudi vodijo ceste proti vsem 4 stranem neba, v večmesečnih migracijah na daljše razdalje iščejo delo ali pa trgujejo. Ena izmed osrednjih cest poti povezuje Trst in Dunaj in gre čez naše sedanje nacionalno ozemlje. Nekdaj pa so bile tod dežele, tudi prej nastale tvorbe pod različnimi gospodarji. Rimski, denimo, so tukaj zapustili prav sledi v cestah, teh še dandanes ponekod ni mogoče spregledati, čeprav je ta infrastruktura začela propadati, tako kot Rimsko cesarstvo samo kmalu. Tako da to so v bistvu na nek način predniki tovornjakarjev, ki še danes peljejo po slovenskih avtocestah to blago, ga transportirajo iz vzhoda proti zahodu in nazaj. S tem želim povedati, da je slovenski prostor kot celota že od nekdaj, torej od srednjega veka dalje, naj tako rečem, ena ključnih trgovskih poti, relacij transportnih med vzhodno Evropo, recimo panonskim prostorom in pa severno-italijanskim prostorom. Moramo vedeti, da v tem obdobju 16., 17., 18. stoletje, to je obdobje, kako bi rekel, za tega, ki ni zgodovinar, od Trubarja do Marije Terezije, tako, je srednja severna Italija, vsaj za dober del tega obdobja, bila ena najrazvitejših regij v Evropi. In šele potem z 17. in 18. stoletjem se je severozahodna Evropa, torej Anglija, Nizozemska, Francija, kasneje še Nemčija, toliko razvila, da je postala razvitejša, bogatejša, naprednejša od Italije. Tako da je v bistvu slovenski prostor ležal
na mejah enega najpropulzivnejših, najbogatejših trgov v takratni Evropi in je ekonomija slovenska praktično slonela na izmenjavi, prodaji, izvozu proti tem italijanskim državam, zelo razvitim za tisti čas, med katere sodi tudi naša soseda, takratna Beneška republika, oziroma niti ne samo soseda, ker so tudi v okviru Beneške republike živeli tudi slovensko govoreči prebivalci v temu, tam, kjer danes rečemo Beneška Slovenija, pa tudi v Istri. Ne? Zdaj je bilo tako, da če je to pojav, ki je zajemal celoten slovenski prostor, je hkrati tako, da, kot ste me spraševali, prometna infrastruktura bila razmeroma slaba. Ne? Zadnje, ki so zgradili nove kvalitetne ceste, so bili Rimljani v Evropi. To do praktično 18. stoletja, tam do skoraj do Marije Terezije. Tako da se je ta infrastruktura skozi stoletja slabšala, to ne samo pri nas, nasplošno je to, ne. Zlasti na bolj razgibanem terenu, kot je slovenski, ne, ki je gričevnat, hribovit, gorat in tako dalje, so te poti bile v glavnem steze. Malo je bilo res prevoznih cest, bolj proti severni Evropi, kjer imamo večje nižine, ali pa severna Italija, kjer je tudi nižinska, tam se je dalo več prevažati tudi z vozovi. Ampak pri nas večina poti niso bile prevozne, recimo nisi mogel z vozom se prepeljati iz Ljubljane v Trst ali nazaj do 18. stoletja. Ne? Tako da je za vso to starejše obdobje do Marije Terezije, bom rekel še enkrat, do sredine 18. stoletja, večji del transporta, ne, torej komercialnega transporta blaga, potekal v obliki tovorništva. To pomeni na tovornih živalih, v glavnem konjih, ki so nosili po okoli 150 kilogramov tovora na hrbtu. In to so bile take večje ali manjše karavane teh tovornikov, ki so se pomikali z zaledja proti morju in nazaj in so ustvarili to izmenjavo, pa po Štajerskem gor in po Koroškem tudi na Gorenjsko. Ne? Na Štajerskem smo imeli tudi pomembne vodne poti, torej splavarjenje, kar pa v zahodni Sloveniji ni bil primer. Ne. Z 18. stoletjem, ko so potem avstrijska država je najprej vzpostavila moderno pristanišče v Trstu na reki, speljala modernejšo cesto med Trstom, Ljubljano in potem naprej Gradec in skozi slovenski prostor, gor na Dunaj. Šele takrat se je potem razmahnilo prevozništvo tudi na vozovih. No, tako. Doktorica Ines Beguš, naslikajte nam, kakšno je bilo stanje z voznim prometom bolj na zahodu Slovenije? Ja, zahodni del Slovenije je bila taka zelo pomembna prometna povezava med seveda Ljubljano in severnojadranskimi pristaniškimi mesti, Trst, Reka. Ne. Tukaj je potekala zelo pomembna žila, no, po kateri je potovalo blago, se pravi iz zaledja, iz dežel proti morju, ki so potovala recimo žito, živina, hrana, vino, usnje, medtem ko je potem ta izmenjava z obmorskimi mesti, tudi beneškimi, Koper, Izola, Piran, potekala v obratni smeri in prehajala izdelki, kot so sol in ribe in tako naprej. Kot že recimo danes, ne, pa je potem tudi ena prometnica iz te ceste prešla čez Vipavsko dolino, naprej proti Gorici in proti Beneški republiki, tudi v Števanj pri Devinu. So bile pa tudi manjše, krajše prometne povezave, pa še vedno ravno tako zelo pomembne, recimo iz Škofje Loke čez Poljansko dolino, čez Metnico v Bači proti Sopet Furlaniji. In če že omenjamo recimo Beneško Slovenijo, je ena pomembna pot, ki je sicer kasneje izgubila svoj pomen, potekala čez Nadiške doline, iz Čedada proti Kobaridu, Bovcu, naprej na Koroško. In kasneje, ko so potem Habsburžani zgradili še to Soško cesto, ki jo tudi danes poznamo, ne, je potem tudi ta postala zelo pomembna prometnica naprej proti severu. Ja, ta Soška pot, ki jo je omenila kolegica, je v bistvu pot ob reki Soči, ne, ki je bila prenovljena v 16. stoletju
in je povezovala Devin, Štivan pri Devinu, Gorico in gor po Soči, po Habsburškem ozemlju, gor Kobarid, Bovec in na Koroško. Ne? In dejansko, kot ste rekli in kot je povedala, ko je bila ta cesta zgrajena, prenovljena, je potem izgubila na pomenu pa tista starejša, ki je bila prej pomembna iz Furlanskega Čedada preko Kobarida in gor na Koroško. Ne? Nakazali ste, da gre za razlike glede na obdobja in tudi določene regije, tudi najbrž je odvisno od tega, kako je bila določena infrastruktura že razvita, če recimo govorimo o Štajerski in Koroški. Koroška je bila vozlišče različnih trgovskih poti in sicer je šlo za povezavo delov Habsburške monarhije s tujimi trgi z Beneško republiko. Kakšna je bila organizacija prometa, kako to izkoristijo tam kmetje, to danost, recimo samo lego in pa samo infrastrukturo? Ja, v bistvu za Koroško so znani mnogi te alpski prelazi, ki so jih dobro izkoriščali in v bistvu so s tem povezovali recimo temu Salzburg in Beneško republiko. V eno smer so vozili recimo iz Beneške republike gor vino, iz Salzburga pa druge surovine in na tem je temeljila v bistvu neka izmenjava. Dajali so tudi recimo na Štajersko, na Kranjsko, tako da je bila res neka izmenjava tovorov različnih. Na Koroškem so bili znani te podjetni tovorniki, tako imenovani žamarji. To izhaja iz nemškega izraza zam, ki pomeni tovor. Prihajali so pa iz Ilske doline in tam so res zaradi ne toliko rodovitne zemlje in ker niso imeli dovolj kmetijskega pridelka, so se zaradi tega potem vključevali v te neagrarne dejavnosti. Če bi razširili razloge, potem bi lahko rekli, da je letino posevek bilo in je še danes nemogoče napovedati, oziroma je bila poletna in jesenska bera verjetno vedno nezanesljiva, ampak kmetje se niso spoznali le na oranje, kopanje, sajenje poljščin in drugega. Kmetje so seveda znali sami izdelovati tudi delovna sredstva, tudi vozila ali vozove, naprimer, in tukaj bi sicer na daljavo povabila doktorico Nikito Peresin Meden. Najprej bi morda lokalizirali prostore, območje, ki ste ga raziskovalno vzeli pod drobnogled. Če povzamemo in gremo z vami zelo nazaj v preteklost, Rimljani so poznali dvokolesni in štirikolesni voz. Ti so se podajali na gosto cestno omrežje za namene tovorjenja, potniškega prometa in tudi poštnega prometa. Ko gre za vprašanje tovorjenja blaga na hrbtih živali in ljudi ali za prevažanje z vozovi, za vprašanje, ali je bila raba vozov daleč v preteklosti omejena na elito, ali je bila uporaba tega prevoznega sredstva in drugih bolj splošne narave, je slika od 19. stoletja naprej seveda veliko jasnejša, ampak kaj se je dogajalo pred tem, po propadu rimskega cesarstva, kar ste tudi raziskovali, doktorica Peresin Meden. Ja, lep pozdrav. Ja, ko govorimo o zgodovini tovorništva in prevozništva, kasneje v zgodnjem srednjem veku so te rimske ceste v bistvu propadale. Promet pa se je usmeril zlasti na pešačenje, jezdenje, pa nekaj vozov, ki so bili pa večinoma namenjeni za lokalne potrebe, zlasti za potrebe kmetijstva in gradbeništva. Kasneje s feudalizmom pa so poti pogosto prilagajali interesom zemljiškim gospodom, ki so seveda hoteli trgovino speljati v okvire svojega zemljiškega gospodstva in tako zaračunavati cestnine in mostnine. Kasneje z urbanizacijo in razcvetom trgovine v 12. stoletju je napredovalo nekoliko tudi prevozništvo, čeprav je bilo teh tovornih vozov še vedno malo, ker so jih uporabljali zlasti za tovore, ki so bili pretežki ali pa preveliki za konjski hrbet. No, na sami poti od Ljubljane do Benetke recimo so se vozovi pogosteje pojavljali zlasti od 14. stoletja dalje, ko omenjajo recimo lahke ali pa težke prežne vozove. Potem kasneje ob koncu srednjega veka pa so poznali že različne tipe vozov, recimo karnijski, bavarski in ogrski
pa tudi tako imenovani Tajselwagen ali po naše Tajsel. Potem gospodarsko močno 16. stoletje je prineslo lažje, bolj vodljive vozove, pa tudi omogočilo v bistvu večje število prejšnjih konj. Če gremo kronološko naprej, Valvazorjevi zapisi z konca 17. stoletja omenjajo, da so bili takrat vozovi na Slovenskem še vedno razmeroma skromni. To so bili lažji, manjši, manj okovani vozovi z nizkimi kolesi, vendar ta tip vozovskih živatimi kolesi ne nujno predstavlja neke prastare oblike vozov, saj je razširitev tega tipa voza povezana s socialnim razslojevanjem med tam 16. in 19. stoletjem. Takrat se je namreč povečala potreba po preprostih, cenovno ugodnih vozovih, ki so jih lahko kmetje naredili sami doma. Težji vozovi, na primer prej omenjeni Tajsel, ki so imeli kolesa z osmi oziroma radialnimi prečkami, pa so se pri nas v bolj splošni rabi pojavljali kasneje, in te so tudi izdelovali specializirani kolarji. V 18. stoletju pa smo priča prenovi cest, gradnji mostov pod Habsburžanom, tudi v pričo razvoja Trsta kot pristanišča, in zaradi tega se je tudi razmahnila uporaba težjih, bolj okovanih vozov, ki sem jih omenjala že prej, vendar so bili zdaj bolj pogosti. Doktorica Perezin Meden, zelo se spoznate na vozove, tudi na priprežnike in preprežnike, in tudi Napoleonova osvajanja so pri nas pustila določeno obliko, določen tip, ki tudi ni neznan. V bistvu pri preprežnikih gre za to, da so se tuji prevozniki iz tujih dežel, pa tudi iz slovenskih, dogovorili z na primer nekimi lokalnimi, v tem primeru, ko sem jaz raziskovala, Senožeškimi, da so tu pustili voz, ga tu prepregli in potem so ga Senožeški peljali recimo do Trsta. Kar se tiče pa priprežnikov, so bili pa to forajterji, z drugo besedo, ki so v bistvu pomagali prevoznikom, ki so imeli pretežke, prevelike tovore, da bi peljali kakšno strmino, in so potem seveda proti plačilu z dodatno vprego, z dodatnimi živalmi pomagali speljati te strmine. Torej v Senožečah so parizarje uporabljali predvsem premožnejši, kot je na primer pivovarna. Zdaj parizar je tip voza, ki so ga uvedli Francozi v času ilirskih provinc, ki so tudi spodbudili dokončni razcvet prevozništva. Večina prebivalstva v Senožečah recimo pa je uporabljala tajsle in lojtrnike, zlasti za prevoz lesa in za delo na polju. Zdaj lojtrni voz pa niso uporabljali zgolj za seno in slamo, ampak so ga prilagajali v bistvu za različne tovore. Mogoče zanimivo je to, da so vozovi izdelovali glede na višino konjevega vihra. Zato je v bistvu popolnoma razumljivo, da so imeli kmetje manjše vozove, ki so jih vlekli nižji konji, ker so seveda kmetje te lahko prehranili. In tisti bogatejši, recimo tako imenovani štongrajterji, to so bili prav prevozniški podjetniki, recimo, so imeli pa velike konje, močne konje, večje vozove, ker so lahko te konje tudi prehranili, ker so več pojedli. No, verjetno tudi ni manjkalo lukenj na zakrpanih cestah in drevesa so bila postavljena čeznje. Verjetno tudi v preteklosti je kdaj odneslo kakšen ovinek na odseku ceste in kakšen most je tudi splaval po vodi. Od sredine 19. stoletja, kakšno recimo je bilo to cestno omrežje pri nas? So bili potem tudi prebivalci sami vključeni v vzdrževanje makadamskih glavnih prometnih in trgovskih žil, odsekov tudi lokalnih cest? Menda je obstajala celo cestna tlaka, torej da so ljudje sami popravljali ceste? Ta državna cestna povezava med Dunajem in Trstem
je tudi v 19. stoletju predstavljala, bom rekla, osnovo cestnega omrežja avstrijske države. Vse ceste na Kranjskem, ki so recimo povezovale Dunaj s Trstom, so bile v prvi polovici stoletja štete kot državne ceste. Te so se od, na primer, deželnih, okrajnih in občinskih razlikovale po kakovosti, bile so tudi grajene boljše od drugih makadamskih, saj so imele kamnito podlago. In seveda denarja za vzdrževanje in popravila cest je velikokrat primanjkovalo, zato si ga je država skušala pridobiti na različne načine, zlasti z metninami, z oddajanjem določenih cestnih odsekov v zakup, pa tudi z odkupom cestne tlake. Tukaj gre omeniti tudi vpliv neprimernih in tudi prekomerno naloženih vozov, ki so, zlasti če so imeli preozka platišča, ki so se ugrezali in uničevali podlago. Samo slabo stanje na državnih cestah je Kranjsko pestilo že prej, vendar je v sredini stoletja, 19. stoletja, prihajalo še bolj do izraza. Oblasti so se v bistvu že zgodaj zavedale škodljivih učinkov teh ozkih kolesnic in so skušali celo z manjšimi cestninami prepričati prevoznike, da preidejo na širše kolesnice vozov. Ob koncu 19. stoletja so na Kranjskem za okrajne ceste morali skrbeti tako imenovani cestni okraji. To so bili recimo od 5 do 7 mož in seveda pomemben del vzdrževanja je bilo tudi čiščenje snega, ki so ga morali opraviti bližnje občine oziroma ti cestni odbori. In te okrajne ceste so bile pa tudi vzdrževane z cestno tlako. To je pomenilo samim delom občanov ali pa so se ti lahko odkupili z denarjem. Namreč, recimo, če se ozremo samo na primer Senožeč, ki sem ga sama raziskovala, je tu cestna tlaka znašala do 6 dni na leto. In tak način vzdrževanja cest je ostal v veljavi do konca prve svetovne vojne. Nato je pa tuja oblast tak sistem ohranila kar še 15 let. No, sej v ekonomskih in socialnih krizah so se navadno povečali ti različni davki in tudi cestninski davek. Kako recimo je to lahko odločilno vplivalo tudi na sposobnost trgovanja ali zmožnost tudi pod pritiskom meščanstva, ki mu je ustrezal stari red recimo in delitev na družbene stanove? Zdaj tako, nasplošno pri tem prometu, transportu na kopnem imamo že od srednjega veka dalje mitnice. Mitnice so postaje, kjer se je plačevala mitnina, to so neke davščine, pristojbine na različne vrste blaga. Izvorno naj bi bile namenjene po eni strani temu, da zemljiški gospod oziroma vladar ima nekaj od ekonomske dejavnosti, komercialne, trgovinske, ki se dogaja na njegovem ozemlju, po drugi strani pa pridobivanju prihodkov za vzdrževanje prometne infrastrukture. Je pa tako, da s časom, skozi stoletja 16., 17., 18., pri nas, tako kot drugje v Evropi, država s tem, ko se razvija, ker v 16. stoletju države so daleč od tega, kar razumemo danes, da je država. Država zato, da prevzame zares nadzor nad vsem in da nudi storitve prebivalcem, rabi prihodke. Prihodki so davki. Davke moraš znati, biti sposoben tudi kot država pobirati. No, in kot se država, to je ta znani proces oblikovanja moderne države, eden od vidikov je povečevanje davčnega pritiska, ker je država rabila vedno več denarja za to, da izvaja naloge, ki si jih je zadajala. Zdaj, to z vidika države, če se postavimo na drugo stran, kjer smo morda pri nas
bolj vajeni gledati, torej so strani prebivalca države. Seveda prebivalci praviloma ne radi plačujejo davke in sploh ne višjih davkov, ne. In recimo na področju kmečke trgovine, tovorništva in prevozništva, ker smo že ugotovili, so imeli neko temeljno vlogo pri zagotavljanju ekonomskega ravnovesja kmečkih družin, povečevanje katerihkoli davkov na transport, če so bile mitnice ali če so bili v drugi obliki, so krnile zaslužke od te dejavnosti. Ne, zato so že naši starejši zgodovinarji, kronološko starejši in ugotavljali, da v bistvu, če pogledaš v enem klasičnem pojavu, ki ga vsi poznamo iz zgodovine slovenskega podeželja in splošno, to so kmečki upori. V kmečkih uporih imaš vedno zahtevo po zniževanju ali pa odpravi novo uveljavljenih davkov, davščin na transport, na trgovino, ker je pač to krnilo to dejavnost. Ne. Je pa po drugi strani so zanimive tudi, če smem, kako bi rekel, po eni strani imamo tovorništvo, kasneje prevozništvo kot dejavnost, hkrati pa transport, če ga izvajajo kmetje ali kdo drug, ustvarja priložnosti za delo, za zaslužek na podeželju v povezanih dejavnostih. Ne. Če potuješ kot prevoznik ali pa kot tovornik, boš rabo nekje prespati, boš rabo živino nakrmiti, boš rabo na novo podkovati konja, boš rabo popraviti kolesa na vozu, nekaj pojesti, po možnosti tudi kaj vina popiti. Ne? In vse to so dejavnosti, ki so se pojavljale ob cestah in ki so predstavljali dodatne potem priložnosti za delo na podeželju. Ne? Ja, tako je. Ja. Ker namreč, če se malo navežem za nazaj na to pot, ki je peljala čez Nadiške doline, ki smo menili, da je potem zamrla, v bistvu so se tega sveta kmetje zavedali, ker so s tem izgubili dodaten zaslužek iz tovorništva, prevozništva in tudi drugih dejavnosti. In potem so v 18. stoletju dobili eno zelo zanimivo idejo, in sicer, da bi svoje vino in svoje pridelke lahko kot skupnost, kot vaška skupnost, to je bila vaška skupnost v Ažli, prodajali v svojem gostišču, ki bi ga zgradili. Ne? To gostišče bi stalo na zelo dobri legi na dveh pomembnih poteh za Nadiške doline, ki peljeta proti Špetru in proti Svetem Lenartu. V bistvu so s to idejo najprej poskušali pri oblasti, ker namreč zemljišče za to gostišče je bilo, se pravi, državno. Ta jim je potem to zemljišče tudi odstopila. In kmetje so tukaj potem pridobili dovoljenje za izgradnjo tega gostišča, v katerem bi prodali torej svoje vino, in v katerem bi nudili prenočišča za popotnike. In na ta način bi, se pravi, zopet malce bolj spodbudili potovanje po tej cesti, ki je zamrlo, in hkrati ga tudi naredili bolj udobnega, bolj privlačnega, zato da bi se ljudje odločili za pot čez Nadiške doline. Ne. Bi pa mogoče še to omenila, pri teh poteh in primetnicah dopolnila mogoče, je tudi to, da s tem, ko so se postavljale mitnice, ne, so tudi potem postajale poti vedno bolj zapovedane. Ne. Se pravi, da so morali kmetje potovati po teh določenih poteh, da so lahko plačevali metnino, cestnino in tako naprej. In tukaj se je razmahnilo recimo na nek način tihotapstvo, ki ga razumemo v tistem času ne samo kot nekaj ilegalnega, se pravi prehajanje recimo nekih meja in prenošenje blaga ilegalno čez mejo, ampak je takrat veljalo tihotapljenje tudi za izogibanje tem potem. In tega so se kmetje tudi posluževali, seveda, in temu so potem tudi državni recimo oblastniki se proti tem več ali manj uspešno borili z uradniki, ki so jih čakali na teh prepovedanih poteh. No, uradniki so med obema vojnama na teh prepovedanih poteh iskali tudi tiste, ki so se ukvarjali s kontrabandom, vendar je šlo za
povsem drugačno obliko tihotapljenja čez državno mejo. Sicer morda zdaj ujamemo neko drugo nit. Kot ste povedali, večkrat se je zgodilo, da ko se je promet pomnožil, so začeli iskati nove možnosti izgradnje cestnih odsekov. Tudi železna cesta je spreminjala pokrajine, pa ne le v naravi. Nekateri kraji so opusteli, prejšnje življenje usahnilo, drugi, tudi vasi, primer so velikokrat višji predeli Alp, so se demografsko okrepili, drugi postali bolj urbanizirani, stekle so cele vrste podpornih in dopolnilnih dejavnosti, ampak dr. Aleksander Panjek, meščanstvo je bilo, tudi to smo že omenili, negativno nastrojeno, odklonilno, predvsem zaradi neagrarnih, bolj manufakturno-industrijskih dejavnostih na kmetijah, na podeželju. Kako so se torej merile moči, kaj je meščanstvu uspelo doseči glede neodobravanja prometa in trgovine na podeželju? Je tako, na podlagi neke klasične delitve dela po slojih družbenih, tedanjih. Trgovina naj bi bila trgovina v domeni meščanov, meščanstva. In meščani na Krajnskem, torej v mestih in trgih, ne rabi to biti neko velemesto, so se dolgo časa, več stoletij v bistvu, stalno pritoževali nad tem, da so kmetje na Slovenskem trgovali, transportirali. Meščani večjih in manjših mest so zahtevali in so pričakovali, da bodo kmetje in tudi plemiči pridelke iz podeželja pripeljali, kakorkoli prinesli v mesto, da se bo v mestu, na mestnih trgih dogajala izmenjava, kupoprodaja in da bodo potem oni poskrbeli za špedicijo oziroma transport naprej. Torej, da bi meščani kot trgovci imeli to vlogo trgovca, torej posrednika pri teh komercialnih poslih. Medtem ko kmetje na Slovenskem so to počeli sami mimo mest. Zdaj, to je eden od razlogov, verjetno, zakaj pri nas mesta niso se razvila toliko kot drugje. Recimo v Italiji, v Beneški republiki, nekaj takega bi bilo nepojmljivo, ker so mesta imela nepojmljivo večjo moč in so nadzorovala podeželje in na podeželju se ni nič premaknilo, migalo brez nadzora mest. Medtem ko tu pri nas temu je bilo tako in nazadnje je bilo temu tako tudi zato, ker so do obstoja in ohranjanja takega stanja imeli interes tudi plemiči na Slovenskem, na Krajnskem, pa tudi v bistvu tudi na Koroškem, tudi v goriških grofiji in verjetno, da tudi na Štajerskem. Zakaj? Zaradi tega, ker kmet, ki tovori, ki prevaža, ki trguje, kaj se dogaja z njim? Zasluži denar. Torej postane bogatejši. Bogatejši kmet je pripravnejši za ožemanje s strani, če rečem tako, s strani zemljiškega gospoda, plemiča. Torej plemiča je zanimalo v bistvu njegova davčna osnova, bom temu rekel. Njegova davčna osnova so bili kmetje, bolj so kmetje, več denarja imajo, več lahko jaz od njih poberem. Od obubožanega kmeta bom imel manjšo korist kot zemljiški gospod. Tako da so v bistvu je plemstvo. Pri nas je to zanimivo, o tem je pisal sicer že Gestrin, to nisem jaz tega odkril, da bo jasno. Je v bistvu krajinsko plemstvo skozi stoletja bolj podpiralo to kmečko dejavnost, trgovsko, transportno, napram mestom, ker so na ta način si krepili plačilno sposobnost kmetov. Prejle smo preskočili tihotapljenje. Ljudje so morali biti iznajdljivi in zelo spretni, če so hoteli goljufati oblasti in državo, se izogibati uradnikom in dajatvam, ter pripravljeni na tveganje, seveda, pa so se v posel lahko vpletli tudi roparji, razbojniki, nepridipravi drugačnih vrst. Ubiranje stranskih komaj prevoznih poti v blatu in snegu, recimo, je bilo lahko zelo, zelo nevarno. Ja, imamo seveda tudi razbojnike, Mislim, veliko je bilo nevarnosti na poti.
vremenske neprilike, kot ste rekli, sneg, dež, na Primorskem burja, napadi roparjev na te karavane. Ne? Po drugi strani si na morju imel tudi lahko nevihte, pa kakšne pirate, gusarje, ki so ponagajali, tako da absolutno, mislim, stopnja varnosti pri mobilnosti, pri prometu, transportu je bila takrat bistveno manjša, kot je danes. Ne, in tudi sposobnost držav in tudi lokalnih oblasti, da bi nadzirali in zagotavljali red, je bila bistveno manjša kot danes. Zasledila sem tudi primere, ko so ljudje celo zmrznili ali ostali v metežu in vetru in se niso več vrnili domov, ostali so nekateri brez okončin. Kot ste omenila, močan veter in tudi zasnežena sta pogosto otežila oziroma kar onemogočila promet. Senožeško območje je bilo glede tega še posebno problematično. Tu se je denimo uveljavil pregovor, da pihajo 3 burje, in sicer ena suče, ena muče, ena pa ob tla meče. Se pravi, da je res vetrovno. Ta silovita kraška burja naj bi tu prekucnila tudi najtežje vozove sena in kot rečeno, marsikateri prevoznik je ozebel, bil od prste, bil tudi ob cele večje okončine. Tako da te vremenske razmere so bile res velikokrat usodne in za prevoznike in tudi za živali. Kajti če je prevozniku omagala žival, potem je bila zgodba končana, bi se lahko reklo. Ampak še ena pozitivna stran iz Senožeškega pa je recimo ta, da so bile za nekatere prebivalce posledice te silovite kraške burje tudi koristne. Namreč omenjajo se prebivalci nekaterih vasi ob tej prometni cesti Dunaj-Trst, ki naj bi si malokdaj kupili kakšno pokrivalo. Saj so po vsaki veliki burji šli v bistvu nabrat kape, klobuke, pa tudi rute in plašče, ki jih je burja odpihnila prevoznikom. No, ampak mene zanimajo tudi drugi vidiki prevozništva, recimo potem pride, vsaj na začetku 20. stoletja, do prometa z motoriziranimi vozili, ampak seveda tukaj se spet vzpostavijo neka pravila. Vsaka deželna meja je povzročala preglavice, recimo zaradi cestnin, mitnin in tudi smeri vožnje. Ja, z nekako novejšim obdobjem pride kar veliko sprememb, tako pri vozovih, kot tudi pri cestah. Namreč v 20. stoletju, vemo, so se na vozovih že pojavljale gume, kar je omogočilo hitrejši, stabilnejši prevoz. In kot zanimivost, ko ste omenila avtomobile, v začetku 20. stoletja je na Kranjskem izšel deželni zakon, ki je že urejal vožnjo avtomobilov. Ja, in seveda so bila na cestah določena pravila in če so prevozniki slednje prekršili, so seveda bili kaznovani s kaznimi in te denarne kazni so tudi uporabljali tudi za vzdrževanje cest med drugim. Ampak po kateri strani se je vozilo? Po desni, levi? Ja, to je bilo pa različno od dežele do dežele. Tako recimo so ob koncu 19. stoletja na Kranjskem določili, da se sme prehitevati le po desni strani, umikati se je bilo pa potrebno na levo stran. Zdaj, to je bilo eno izmed pomembnih pravil. In kot omenjeno, so se težave vrstile pri prečkanju deželnih mej. Vozniki na Kranjskem so morali voziti po levi, vozniki na Goriškem pa po desni strani. Pravi, ta deželna meja je bila pri Senadolah. Če omenim še nekatere, recimo na Kranjskem so morali imeti luči po noči prižgane, na Goriškem to ni bilo potrebno. Tako da so prevozniki poznali predpise, ker v nasprotnem
primeru so bili ob del svojega zaslužka. Omenila bi še mogoče to, da je imela pošta na cestah primat, kar pomeni, da se furman, ki je že na daleč slišal poštni rok, mora umakniti in dati prednost pošti. In nemalokrat je bilo tudi zaradi tega kar dosti vroče krvi. No, na splošno rečeno so imeli podeželani v Peti več dejavnosti, poleg osnovnega dela zemljo, precej višji ekonomski standard kot tisti, ki se niso s tem ukvarjali, oziroma sloji, ki se s tem niso ukvarjali. Les, na primer, je tudi prinašal bogastvo splavarjanja, seveda ne bomo izpustili kar tako. Ja, splavarstvo je bilo razširjeno predvsem na Štajerskem. Prvič se omenja ob koncu 15. stoletja, ko je cesar pustil gornjegrajskim prebivalcem, da se ukvarjajo s splavarstvom in s tem v bistvu dopolnjujejo dohodke, oziroma je bil to kar njihov skoraj da večinski dohodek. Poleg lončarstva so se ukvarjali tako rečeno s splavarstvom in tudi z prodajo lesa. Je bilo pa splavarstvo razširjeno po reki Savinji, Savi in Dravi. Z mirom v Požarevcu v začetku 18. stoletja so se te poti podaljšale tudi potem na Donavo in so šle v bistvu vse čez Hrvaško in naprej tudi do Srbije in Kosova. V 19. stoletju pa vse do Romunije tudi, in v bistvu se te poti smatrajo kot neke najdaljše poti slovenskega kmeta v tistem obdobju. Kaj lahko rečemo, recimo, kako je vse to, se pravi trgovanje, tovorništvo, pa hkrati tudi te migracije, kako je to vplivalo na demografsko sliko, kako je to vplivalo na recimo obstoj sorodstev, razširjenih družin, na to, kako recimo se je kmečko gospodarstvo ali drobilo, ali pa pri nekaterih zaradi mnogih razlogov, predvsem v kombinirani dejavnosti v navezi s prevozništvom in tovorništvom, ni bilo več zanimanja za primarno dejavnost. Ti prepleti znajo biti zelo, zelo zanimivi. Na to temo smo izvedli nekaj raziskovalnih projektov in ta pojav, torej kombiniranje agrarnih in neagrarnih virov dohodka, poimenovali z izrazom, ki ste ga omenili že prej, to je integrirana kmečka ekonomija. Integrirana kmečka ekonomija je v bistvu izraz, s katerim definiramo ta tip kmečke ekonomije, v kateri je kmet kombiniral dejavnosti iz primarnega sektorja, to je pridelava, sekundarnega sektorja, to je predelava, torej obrt, različne industrijske dejavnosti, in terciarnega, to je transport, promet. Okay? Zdaj, pri nas, kakor tudi drugje v Evropi, se ugotavlja, zlasti v alpskem svetu, študije o alpskem prostoru in v bistvu slovenski prostor v dobri meri, čeprav ni v nujno povsod v ožjem pomenu besede alpski, ampak vseeno odgovarja tej paradigmi, se ugotavlja, da na teh območjih se je uspelo preživljati in živeti in tudi dostojno preživljati bistveno več ljudi, kot bi jih lahko živelo, če bi živeli samo od kmetovanja, torej poljedelstva in živinoreje. Ne? Torej to kombiniranje živinoreje, poljedelstva z sezonskimi migracijami v mesta, z obrtnimi dejavnostmi, tudi mobilnimi, z krošnjarjenjem, recimo, z transportom, torej, kar smo govorili do zdaj, to tovorništvo in tako dalje. So kmetje hribovitih dežel, recimo, so razširili paleto možnih virov dohodka in to jim je omogočalo, da je v njihovih vaseh živelo bistveno več ljudi. Tako da se je ponekod, kjer so te študije bolj razvite, imajo večjo tradicijo, zlasti v italijanskih Alpah, tudi ker imajo drugačno tipologijo virov, imeli so veliko notarjev, notarijata, so pogodbe in tako dalje. Ampak v bistvu imamo
zanimive pojave skupnosti v hribovitem območju, kjer skozi večji del leta v bistvu po vaseh živijo skoraj da samo ženske. Vsi moški so sezonsko nekje drugje, zaslužijo denar in se vrnejo domov enkrat na leto, odvisno sezonsko od značilnosti dela, ki so ga opravljali zunaj in opravil, ki so jih imeli doma, in so se vračali z dvema namenoma. Prvi namen je bil ta, da so prinesli domov, kar jim je ostalo od zaslužka. Drugi namen pa je bil ta, da so nadaljevali obstoj svojih družin. Ne, doma so imeli žene, so se vrnili in so se po 9 mesecih rojevali otroci. Tako da recimo v takih krajih, kjer je bila ta sezonska migracija moška zelo izrazita in dolgotrajna, so kolegi zgodovinarji v Italiji ugotovili na dolgi rok, stoletje, 2 stoletij, en izredno zanimiv fenomen, in sicer, da se je ogromna večina rojstev dogajala skoncentrirana v 2, 3, 4 mesecih v letu. In to so bili tisti meseci, 9 mesecev potem, ko so se moški vračali. Ne, da si predstavljamo, kot da bi bil en narod mornarjev, pa bi bili vsi celo leto odsotni, se vrnejo domov in se imajo radi in se pač rojevajo otroci. Ne. Tako da, recimo, historični demografi, ko zgradijo te krivulje rojstev skozi desetletja, stoletja, ko zagledajo neke izrazito koncentracijo iz leta v leto, vedno zaporedoma se večina otrok rodi v 3 mesecih, je to... No, katera je ta sezona rojevanja otrok? Ta sezona, vse, ko pravim, je različna, neodvisno od poklica, ki so ga opravljali zunaj, ampak običajno je bilo tako, da so se vračali v te alpske predele. V alpske predele so se vračali domov proti koncu, na začetku poletja, ko je bilo največ dela na poljih, ne, torej recimo pri žetvi in tako dalje. Ne. Se pravi, imamo veliko spomladanskih otrok potem. Imamo potem spomladanske otroke. Torej, med industrijo in demografijo je neposredna povezava, torej gre za interakcijo. Zanima me tudi, glede na to, da seveda potem, ko se ta tovorniški, furmanski promet oziroma način prevozništva ustavi ali pa zmanjša, takrat, ko recimo pride v naše kraje železnica. Kako je bilo pa z različnimi obrtmi oziroma kako so k nam prihajale inovacije in kako hitro smo jih sprejeli in kakšne obrti druge so se pojavile, tudi določeni poklici, kot so recimo nadzorniki železniških prehodov, komunalni poklici. Se veliko ljudi poleg te osnovne, recimo kmečke dejavnosti, ukvarja ali pa so zaposleni na železnici, recimo kot kretničarji ali nekaj takega. Ja. Zdaj je tako, ne. Kot smo na nek način prej povedali, do nekje 1750 prevladuje tovorništvo, od 1750 dalje, to je ta famozna Marija Terezija, njena cesta, prevladuje prevozništvo, torej transport na vozovih. Sredi naslednjega stoletja, bom zaokrožil spet 1850, pa dobimo prvo železnico na Slovenskem, to je ta južna železnica Trst-Dunaj. In kaj se zgodi? Ta železnica po eni strani seveda odžira delo prevoznikom na daljše razdalje, po drugi strani pa prevozniki ostajajo dejavni na krajše razdalje, torej od krajev, ki niso bili ob železnici, do železnice, kjer si potem pretovarijo. Tako da prevozništvo ostaja. Hkrati pa je res, da poleg obrti vezanih na prevozništvo se z železnico pojavijo tudi nove priložnosti, ne? Za delo, za zaposlitev, ljudje zagrabijo priložnosti. In to so take, kot ste jih omenili, kretničarji, pa so lahko sprevodniki, pa železnico je bilo treba tudi zgraditi, ne? Tako da je bila to ogromna priložnost za zaposlitev pri gradnji železnice, ki je slonela na človeškem delu, ne pa na strojih, tako kot je danes. Ne? In če malce razširim, recimo v enem naših projektov smo
preizkusili ta naš koncept integrirane kmečke ekonomije tudi na obdobje socializma. Ne? In smo se vprašali, ali so kmečki človek na Slovenskem kombiniral kmetovanje z neagrarnimi dejavnostmi tudi v socializmu. Zdaj, zakaj smo si postavili to vprašanje? Ker socializem, kot si vemo, vsaj zlasti na začetku, je bil bistveno manj, potem se je malo ublažilo. Ni bil ravno sistem, ki bi bil prijazen do zasebne iniciative, zasebne lastnine. Ne? No, ampak smo ugotovili, da v bistvu je to kombiniranje dohodkov, ki mu mi pravimo ta sistem, nekako pravimo integrirana kmečka ekonomija, ki je bil tipičen že od srednjega veka za slovenske dežele, je živel naprej, se je nadaljeval tudi v socialističnem obdobju. Tam takoj po vojni sicer je bilo nekaj več težav, ne, s to zasebno iniciativnostjo, privatniki pa tako, ampak potem se je pač prelevil, ne, na nek način, adaptiral tudi na socialistični sistem in se stvari počasi obrnile. Ne? Namesto, da bi bila recimo kmetija jedro dejavnosti, družinske ekonomije, je postala tovarna ali pa lahko železnica ali kaj drugega. Ne? Tako da so ljudje se zaposlovali zunaj kmetije in se vračali popoldne in kmetovali v popoldanskem času. Tako da v bistvu gre za isti fenomen, isti princip, samo z obrnjenimi vlogami med kmetovanjem oziroma nekmetovanjem. S tem, da moramo vedeti, da že prej, torej v predindustrijski dobi, smo imeli ob glavnih prometnicah tako imenovane kajžarska naselja, ljudje kmečkega sloja z zelo malo nič zemlje, 2 vrtička in tako dalje, ki so se preživljali v glavnem z tovorništvom, recimo. Ne? Tako da take figure, v katerih je večji pomen imelo neagrarna dejavnost od agrarne, smo že poznali dolgo časa. Ne? Tako da je ta fenomen izredno dolgoživ in nenazadnje tudi turizem na kmetiji, ki ga poznamo, in te dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki jih poznamo še v dan današnji zakonodaji in tudi stvarnosti na Slovenskem, je samo, na nek način, če pogledam jaz kot zgodovinar, samo še podaljšek nečesa, kar obstaja pri nas že vsaj 500 let in več. Ne? Je pa zanimiv morda en drug vidik, in sicer ta, da vsaj koliko smo raziskali doslej, imamo na Slovenskem verjetno enega najstarejših primerov prepleta kmetov z najzgodnejšimi oblikami turizma. In sicer na Krasu z obiskovanjem kraških jam. Kraške jame so postale zelo zgodaj privlačne za avanturiste, za popotnike in tako dalje. In kdo je vodil te, v glavnem tuje takrat, popotnike v jame? Krajani, seveda. Ne? In zato so tudi prejemali in zahtevali plačila. Tako da mi smo naredili na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer smo vodili 2 projekta na te teme, torej integrirane kmečke ekonomije, smo izvedli tudi nekaj sistematičnih primerjav z tega vzorca gospodarstva, ne, našega kmeta, z drugimi evropskimi stvarnostmi. Izdelali smo eno tabelo za primerjavo dejavnosti, vse. No, in ta primer, zgodni primer turizma, ne, to je že v 17. stoletju, kot eden od možnih virov dohodka kmetov, nismo srečali še nikjer drugje v Evropi. To ne pomeni, da ne obstaja, ampak vsaj noben od kolegov zgodovinarjev, ki nam jih je uspelo pritegniti, pri njih doma, v njihovi literaturi tega niso našli. Ne? Tako da to je morda en tak manj znani rekord iz naše zgodovine. No, pa morda še ena taka ocena, kdaj se vam, glede na to, da ste raziskovali različna obdobja, torej različne kraje, regije, območja, recimo nekdanje Kranjske, kdaj je bilo tisto najuspešnejše, najsrečnejše obdobje življenja na vasi, na kmetiji, recimo do zdaj, ki je seveda v takem ali drugačnem smislu povezano z neko migracijo in prevozništvo? Verjamem, da ko me sprašujete o srečnem obdobju, imate v mislih gospodarsko dinamično oziroma bolj tako. Zdaj,
prvo verjetno tako pomembnejše obdobje, ko se je na Slovenskem zelo veliko dogajalo, pozitivno, ekonomsko, da se je prostor razvijal in da so kmetje začeli tudi boljše živeti, vsaj nekateri, je bilo 16. stoletje. To je stoletje protestantizma, recimo temu tako. In takrat se je gospodarstvo razvijalo v vsej Evropi in tudi pri nas. Za naš primer, ki ga bolj raziskujemo na Primorskem, smo naredili tudi nekaj demografskih raziskav in se je izkazalo, da smo imeli tudi ogromno demografsko rast. Torej, prebivalstvo se je izredno namnožilo v 16. stoletju, vsaj deloma prav gotovo zaradi teh dodatnih priložnosti s trgovanjem, trgovino in tako dalje, transportom. 17. stoletje, 1600-1700, je v Južni Evropi in tudi pri nas bolj mirno, če ne krizno obdobje, in potem se začnejo zadeve ponovno razgibavati, bom rekel, v 18. stoletju, potem ko je Avstrija vzpostavila svobodni luki, prosti pristanišči v Trstu, na reki. To je počasi spodbudilo gospodarsko živahnost in tudi demografijo tudi na podeželju. Potem v 19. stoletju pa so zadeve malce niso enoznačne, ne? Ker po eni strani imamo splošen gospodarski razvoj, industrializacijo, ki prinaša nove priložnosti in tako dalje. Hkrati pa recimo železnica v Evropi na splošno in tudi pri nas pomeni problem. Zakaj? Ker ni več toliko dela v prevozništvu in hkrati preko železnice in preko parnikov na morju lahko uvažamo bistveno cenejše pridelke z drugih koncev Evrope in sveta, z Amerike, iz Južne Amerike, ne? Tako da imamo potem prav agrarne krize, ker pač evropski in tudi slovenski kmet proizvaja po višjih cenah od tega, kar se uvaža. Tako da je 19. in potem imamo zemljiško odvezo, enim je uspelo, eni so se zelo zadolžili, tako da je 19. stoletje zelo, vsaj jaz osebno bi mu težko dal en jasen preznak plus ali minus za kmeta našega. Plus bi dal v 16., minus v 17., plus v 18. spet, 19. en plus minus. 20. pa je bilo kompleksno stoletje pri nas, najprej zaradi kriznega obdobja med obema svetovnima vojnama, kot povsod drugje. In po drugi vojni pa imamo to specifiko socializma, ki v principu ni bila najbolj naklonjena kmetom, ne, je bil poudarek bolj na industriji. Precej časa so bili kmetje kot družbena skupina tudi zapostavljeni, ne, s strani ekonomske državne politike, potem pa vse manj, ne. Tudi to smo raziskali so kolegice raziskali, počasi se omogoči in se dejansko kupujejo traktorji. Traktorji zanimivo vozijo moški, vozijo ženske, ne, tako da tudi to je spet bil, ne, v socializmu recimo moment opolnomočenja žensk, kolikor sem razumel, me bodo kolegice, ki so to raziskovali, morda pokritizirale, ker bom površen, ampak recimo mož se je zaposlil v tovarni in žena je pač vozila traktor doma, ne. Tako da, ja, tu spet v socializmu se ne bi znal opredeliti za en plus ali minus. Je pa na koncu dejansko slovenski kmet znal na svoj način in v svoj prid obrniti tudi socialističen sistem. V oddaji Glasovi svetov je bilo govora o tovorništvu in prevozništvu znotraj integriranega kmetijstva v preteklosti. Gosti so bili dr. Aleksander Panjek, dr. Ines Beguš-Bavcon, Leonida Ravšelj, na daljavo pa je bila z nami dr. Nikita Persin Meden. Oddajo sem pripravila Magda Tušar. Lep dan vsem.